A je robeznik prdnu? Če si ti prdnu na 0,905, a kaj veš o tem? A ne poznaš tistega, ta suhi škafec pušča? Bravo, Nik, tudi jaz se ti zahvaljujem, zame si na kratko car! Živjo, hvala za vse vaše komentarje, jaz se jih vedno razveselim. Ob vsej tej množici komentarjev, ki prihajajo pod vse videe, pa smo opazili tudi kar nekaj nenavadnih. V pomoč sem poklical Urško Klein Marion, ki je učiteljica slovenščine, in skupaj se bova lotila vaših komentarjev. Jaz jih bom pregledal in se nanj odzval, Urška mi bo pa pomagala, da jih tudi usmisliva ali pa urediva. A mi boš? Bom poskusila. Učitelji slovenščine, kdaj gledate komentarje ali pa je to tema učne snovi? Ja, komentarji so takšni in drugačni, predvsem pa so slovnično nepravilni, to še najmanj, no. Tako da mogoče se bomo tudi s tem morali začeti malo bolj ukvarjati. Saj jaz tudi osebno ne zagovarjam absolutne slovnice v komentarjih, samo eno osnovo pa zagotovo. Ampak, dajmo začeti s prijetnimi, s komentarji, ki meni velikokrat vlijejo tudi neki samozavesti ali pa so zame lep odziv gledalcev. Prvi, s katerim začenjamo, je Nik, zelo si lep. A ne, pardon, narobe sem ga prebral. Nik, zelo si lep. Kako bi ga ti uredila? Ok, zdaj, kot si sam rekel, zelo lep komentar. Slovnično ima dve napaki, manjka vejca za besedo Nik. Vejco vedno postavimo v takem primeru, kadar recimo nekoga nagovorimo za imenom, in bolj sledi pač neka nadaljna informacija in seveda končno ločilo, ki je lahko ali pika, če pa želimo to malo bolj kot nek vzklik narediti, a ne res to še bolj poudariti, pa damo klicaj na koncu. Gremo naprej na spodbudne komentarje, tokrat na enega, ki je zelo entuziastičen. Pazi, prebral ga bom tako, kot piše. Bravo, Nik, tudi jaz se ti zahvaljujem, zame si na kratko car! Rad gledam tvoje videe, res imaš super energijo, spremljam te že kar lep čas, bravo, tako naprej! Zelo entuziastično, zelo energično in ja, tako kot je v bistvu napisano, same velike črke so uporabljene in še en kup klicajev na koncu, ker ni dosti samo eden. Kaj bi rekla glede tega? Jaz bi rekel hvala. V resnici je vedno ful lepo videti tudi take komentarje, čeprav ja, je zame caps lock tukaj čist preveč. Čist preveč, se strinjam, ponovadi ga uporabimo, kadar hočemo nekaj poudariti. Tale, ki je to napisal, je očitno res to vse hotel ful poudariti. Tudi ko jaz kaj tazga preberem, se mi kar v glavi dere vse. V bistvu, ja. Kar je na nek način mogoče tudi kdaj žaljivo, zdaj ne v tem primeru, ampak ne, se jaz kot naslovnik, recimo, ki to berem, počutim, kot da me nekdo nadira. Jaz bi rekla tudi tole dvopičje, mogoče odveč, pa dovolj bi bil en klicaj, ne, tukaj in tukaj, če že videje, še tole sem opazila. Video je prevzeta beseda, ni domača, prevzeta iz tujega jezika in ga ne podaljšujemo s tem j-jem, torej pravilno bi bilo kar takole, videje. Viš, to pa priznam, tukaj pa tudi jaz velikrat kolevam, tako da očitno se bom tudi jaz marsikaj naučil. Hvala, daj gremo naprej. Zdaj pa iz bolj spodbudnih v stran pota, ki si jih že omenila, to so pa žaljivi komentarji. Absolutno ne odobravam sovražnega govora na spletu. In se mi zdi to slabo, narobe, ne samo žaljivo, ampak tudi nespoštljivo. Kljub temu pa jih lahko pogledamo par. Ti si bedak, vse delaš prehiter, ne dohajam! Okej. Ja, no, mislim, res, ne dohaja človek, kaj zdaj to, ne. Mislim, že beseda bedak, a ne, jaz mislim, kljub temu, da je v bistvu slovnična in jo najdemo v slovarju, ne sodi med komentarje pod nek video. Se mi zdi, ne, se mi res pač žaljivo. Pol imava tle še ne dohajam, a ne, če že smo tako pogumni, da na takšen način izražamo svoje mnenje, dajmo vsaj pol pokazati svoje znanje v smislu jezika, slovnice, ne sledim, recimo, temu, kar ti delaš, a ne? Jaz imam rad, kadar se v komentarjih pojavijo kakšne kritike. In recimo, da je ta oseba hotela napisati, ta video je preslabo strukturiran, prehitro teče ali pa kaj takega, ne? V tem primeru je to tudi koristen komentar zame, ampak to
pa ni koristen komentar zame, ker je kvečem žaljiv ali pa slabo oblikovan. Je pa uporabil veliko začetnico. Ej, a je to? A ne, ni prvi. Tudi ta prvi zelo si lep je uporabil veliko No, ampak le začetnico. še bolj očitno, glede na vse ostale velike strukture in tako. Kaj pa tale? Berem tako, kot piše. Ker bedak. Ok, glede na to, da sem zelo pogosto v stiku z najstniki in z njihovim načinom izražanja, je najbrž tale tvorec besedila hotel reči, kjer bedak, torej kater bedak si ti. Ne? Okay, Ker je seveda narobe uporabil tale, verjetno ne vede, a ne, uporabil tale veznik ker, ki je sicer veznik značilen za vzročno podredje, če že je hotel ne biti pameten, bi takole najbrž naredil. Kjer bedak. Aha, čutim en užitek ob tem popravljanju, ne vem, če je to... Ker še nisi popravil 60 spisov na enkrat. Ok, ja, mogoče je to lažje. Ampak kar uživaj. Ampak veš, kako bi jaz tole uredil? Končno ločilo, to smo se že naučili, in velika začetnica in pusta ker. Pa imaš, si vse povedal, bedak, če že moraš to napisati. Pa še takole, oprosti. Tole popravno znamenje lahko nakazuje tudi na to, da je, ne vem, napačna črka. Da moraš točno gor napisati, kaj je narobe. To, še popravljati se bom naučil. Hvala. Gremo naprej. Ne morem verjeti, da si res naredil rekord, kater je tvoj drugi rekord. Uživaj Nik z svojo ženo. Wow. Ni žaljivo, bi rekla, ne? Pač nekaj je, ampak je pa tako čuden skupaj tole sklepano, da v bistvu sploh čisto točno ne vem, kaj ta tvorc hotel s tem povedati, vsaj v tem ta prvem delu. A misliš, da je to neka uganka mogoče? Mogoče pa tudi. Pa se pri teh izpuščenih črkah, pisavi skupaj, brez presledkov, ne, kakšna enigma skriva, ne. Čak mal, kater roman je napisan tako? Kaj pa, če je to pisal Joyce? Pod krinko in se je vrnil, uživel je. To zavesti pa to, ja, možno. Ne moram, prvo kot prvo, tole se piše narazen in manjka tukaj, ne, ne morem verjeti, se pravi, okej, T-I na koncu v bistvu ima tukaj neosebno glagolsko obliko, ki sledi modalnemu glagolu moram, a ne, tukaj pač zanikam, se pravi, tega učenci, kljub temu, da se to učimo od 6. do 9. razreda, to težko usvojijo, no, skratka. Ne samo učenci, ne samo učenci, to je kar... učenci. Naredil rekord, spet vejca, pač dober, kateri je tvoj drugi rekord. Tako? In pa še pripis. Sam še prijetno voščilo. Tako, Ž manjka, ne, strešica, Nik, tukaj zdaj to ime lahko na obeh straneh nekako omejimo z vejico in seveda napačna raba predloga. Ja, tukaj sem jaz tudi slab. A ne poznaš tistega, ta suhi škafec pušča? Poznam, ampak a imaš ti čas, da ko pišeš, pol še ta suhi škafec vrtiš po glavi? Če bi izgovorili z svojo ženo, bi se ti zlomil jezik. Ne, čak malo, kaj si ti že kdaj govorila se s kakšnim Primorcem? Njim se to nič ne lomi, oni vse, kaj grem se z... Oni oboje rečejo... Oni rečejo še s zi. Ja, to je za zihar, pa če vse poveš, ne? Ampak to je narečje, mi se pogovarjamo o knjižnem jeziku, ne? In je to ena taka pomoč. Res je, kad tipkamo pa, ali pa pišemo, pa manjkrat se zavedamo tega s z problema, če pa to rečem na glas, uporaben nasvet, hvala, ok, še Ž manjka. Še Ž manjka in tudi... Pa končno ločilo. Končno ločilo. The best. Tako nekako. Ne, prima. Če govorimo knjižno. Moj ati je Borut in ima zelo košate lase in zalizce. Živjo Borut, če to gledaš, super zate. Živjo Nik, mislim, da se me ne spomneš. Moj ati je iz tam, ko si enkrat imel Miklavža. Ej, oci te je na copovi videl. Zdaj s telim gospodom Atijem Borutom in njegovimi košatimi lasmi in zalizci, super. Borut, vsa čast. Tle je v bistvu slovnično kar precej v redu, razen končnega ločila, pa namena, zakaj je to izpostavljeno. Veš kaj, tukaj sem jaz hotel izpostaviti še nekaj drugega. Pazite na svoje osebne podatke, ne? Sej, tole je nič posebnega, ampak v drugo smer bi se pa velikrat jezil. Če bi, na primer, vaši starši pisali po Facebooku, joj, moj sin Frane ima pa tako lepe zobke ali karkoli že,
bi se vam mogoče to zdelo bedno, ali pa ne bi radi, da to objavi, ali pa celo nočemo, da drugi ljudje objavljajo naše fotografije. Podobno je s komentarji. Lej, pozdrav vsem vašim očetom, očitno jih veliko gleda tudi moj kanal, tega sem vedno vesel. Prišla sva do zadnjega komentarja. Ta je eden izmed bolj kontroverznih na mojem kanalu. Razvpit je, govori se o njem, ljudje ga iščejo. Dovolj, da ti ga preberem. Wow, ko mi čakam. A je robeznik prdnu na 0905. Dej, no! Kaj me včasih mjav za lajke? Mjav. Mjav. Dej še to! Mislim, da če kdaj, je zdaj čas, da dobimo kar odgovor na to. Bom kar poklical Jožeta, da enkrat za vselej to razčistimo. Jože, veš kaj, jaz sem tule z Urško, ki v prostem času uči slovenščino, drugače pa snema videe tukaj. In imamo eno dilemo. En spletni komentator se sprašuje, če si ti prdnu na 0905. A kaj veš o tem? Ja, vem, torej, jaz vem vse. Aha. Vem tudi, kaj je bilo tam. Tam v resnici, na posnetku, je prdno moj hrbet, ker se je prelimal na blazino. Ampak to še ni vse. Prejšnji dan sem spil morda kakšen kozarc preveč. Ja? Kar pomeni, da jaz pri teh trebušnjakih dejansko se spomnim, da sem enkrat prdnul, ampak tega ni na posnetku. Ne vem, če se spomniš, ampak tam smo najprej niso, a se spomniš, ker ta prvo verzijo trebušnjakov in so pozabili štopati ali štet, ne vem točno, kaj je bilo. Ja? Ampak jaz sem pumpal in vem, da sem, ker sem takrat šel bolj in takrat se spomnim, da sem ene dva v svodu, ampak ta se bolj ni štel, ker se pravi, ni bilo ali štupanja ali pa štetja in smo pa še enkrat v drugo, pa nisem v smodu, ker sem pač druge mišice bolj stisnil. Tako da tist, če skrajšam, tist ni prdec, ampak je pač to, kar je hrbet naredil ob blazino. Razumem. Hvala, res najlepša ti hvala. Zdaj vemo, zdaj lahko v miru spimo. Pa hvala, evo, pa vidiš za to, da si razkril, da pa je ta komentator vseeno nekaj zasledil, nekaj je zavohal, ne? Na nekem nivoju je imel prav, čeprav ne. Ja, vrhunsko. Hvala ti. Nik, hvala tebi za to priložnost, da sem lahko pač sploh prdel, ne. Thanks, ajde. Čau. Čau. Ja, Skrivnost je razrešena. a vidiš, in očitno je bilo nekaj na tem. Zdaj vemo. Urška, najlepša hvala. Hvala tebi, bilo mi je Povej, a veselje. ti še nekaj srbi? Sam hodila sem se navezati, da je pa zelo pozoren bil ta gledalec, poslušalec, ne? Da je to slišal Ja. oziroma zavohal. In takšne imamo radi. Hvala, da Ja. komentirate še naprej. Mi smo vedno veseli vsega, kar napišete. Če vam pa lahko mogoče zaradi tega videa danes vcepimo v glavo še misel na to, kako to napišete ali pa kaj oblikujete, bo pa sploh vrhunsko. Se vidimo! Čau.